ker sem padel mesec dni prej s konja, odtekel 21 km in šel nazaj na Bergle v neskončnih bolečinah. I would do what is in my capacity for a peaceful solution of all problems, also this crucial one. But in case this will not happen, I will do my best to defend my country. No doubt about it. No doubt about it. To delo rad opravljam, mislim, da se mi vidi, da uživam v tem delu. Našel sem se v tem... Pahor je bolj kriv za to zgodbo kot jaz. Dobro je, ker je vroče. Jaz sem Primorc, to mi ustreza. Tudi ena majhna podgostitev, in ker seveda preveč ne pričakujete od predsednika, to bo voda in sok. To moraš marati. Zdaj, če bi prav kdo želel zdravilo, se pa tudi najde. Gospod Domžala, ni slabo. Zdaj, Tanja, vedno nisem nagrajena za ženske, ne zdaj naprej bi rekla, da prihajajo vidni se gledam za moškimi. Začelo deževati. Zdravo, gospa! Bi morali mi, kot pravi narod, kot narod, ki da nekaj naselja na svojo ozemlje, na svojo državo, bi morali ustrajati pri tem, da se, Pahor, mislim, da prav, da kaj povem, nekaj mi gledate čudno. Super, kaj govorite, samo to, ne, nasprotno, občudujem vas, kako pogumne stvari govorite. Se bom postavil za kakšno lepo dekle in me bom motiviral, da me bo vlekla naprej. Koliko partnerjev ste imeli? Mislite moških? Tak. Nekaj, prvo število je bilo krajše, no. Okay, just joking. Dovolj. Sveti z Borutom Pahorjem, dating edition. Nikoli ne vprašajte dekleta za telefonsko številko ali email adres. Vedno ga dejte in potrpežljivo počakajte. Ne govorite preveč na prvem dejtu. Dejte njej besedo. Poslušajte jo. Kaj jo vprašajte. Dejte občutek, da vas zanima. Če bo imela ta občutek, potem bo govorila o stvareh, zaradi katerih jih boste lahko tudi v dušo pogledali. Poskrbi, da bo dejt zanimiv, da se bosta čim več smejala, da bosta sproščena. Ker če se bo ona večkrat zasmejala, in to iskreno, je statistično zelo velika verjetnost, da bosta šla tudi na drugi in tretji dejt. Dan se trudi biti tako čudovit, kot ste vi. Sreča je na strani pogumnih ljudi. Stvari, ki jih boste mogli preizkusiti, videti manj. Če znanost ne bo v tem času napredovala, potem hvala Bogu, bo to prizrešeno. Kot novinec v slovenski državni politiki bi pa rad vedel, kdo so te strici, da se jim bom ognil, ko jih bom srečal. Ne skrbite, verjetno bolj skrbijo za vas, kot si zdaj ta hip predstavljate. Welcome to the club. Pa kdo pa so? Se pravi, samo ugibam. Kdo so ti strici? No, jaz te razprave ne bom nadaljeval, pa ne zato, ker ne bi bil poguben, ampak zato, ker nisem neumen. Nisem neumen, da bi povedal, kdo so strici iz ozadja. So what? Ampak gospod Pahor, tudi volivci niso neumni, da bi se s tem odgovorom zadovoljili. Ne, torej? Tako kot jaz so enako pametni. O vaši izjavi vas sprašujemo, zakaj bi bili neumni, če bi to povedali? Zato, ker bi sprožil neproduktivne polemike. Sem predsednik vlade, imam 3002 evra, jaz od svoje plače ne morem preživeti. Ne gre samo za to, da so tukaj danes tudi s pomočjo, skromno pomočjo župana in z veliko pomočjo mene, naredili ta most. In možnost, da se pokaže, kot sem rekel, žvade vivre, to voljo do življenja, ki jo je moda tudi na nek zelo specifičen način
izkazala s tem, da je bila nekoliko bolj bogata, nekoliko bolj tudi seksi, erotična.